Z velikim veseljem smo se odzvali povabilu našega priznanega radiestezista gospoda Jožeta Muniha. Peljal nas je na izlet po energijskih poteh, ki jih proučuje že več kot 30 let. Začnemo z izletom po Soški dolini ob jezeru na Mostu na Soči. Tu je Soča zajezena za potrebe energije, ampak ob jezeru smo našli kar nekaj prijetnih točk, kjer se izkazuje dosti močna energija, in na teh točkah smo postavili še posebne kamne, ki so posebej izbrani, tako da ti kamni še povečajo energijski pretok v naravo. Kamni se nekako, oziroma točke, se razlikujejo glede na vrsto energije. Imamo pač neko trojnost. Ena vrsta energije je ta, ki deluje na vse čakre, rečemo zemeljski vidik energije, druga na zgornje čakre, to je nebesni vidik, in tretji pa astralni vidik, ki tu gre za povezavo med nebom in zemljo, in tu pač lahko izmerimo, da deluje na četrto in sedmo čakro. Tako nekako se da določiti, ampak zanimivo je, da dobrih 10 let je ta park kot energijski park že tu postavljen in je izredno lepo obiskan. Dosti ljudi pride in se pač prijetno počuti, ker so tudi te točke tako pretočne energijsko, da ne zaostaja na njih kakšna slaba energija, kar je mogoče slabost na kakšnih drugih mestih, ki niso tako močne. Mi smo tu v krogu pri Modrejcah. Dejansko je to del te energijske poti okrog jezera in pač je ta krog kar lepo obiskan, pa ima tudi svojo moč, čeprav je umetno narejen, ni iz tega časa, izpred 5000 let, ampak mogoče 5 let nazaj. Ja, lokacija je bila pa posebej izbrana, ker je bilo potrebno dobiti prav prostor, kjer dejansko prihaja ta kozmični žarek na Zemljo in se tudi v Zemlji odbije, in tu je potem možno tak krog postaviti. Tako da edino ta možnost je bila na tem mestu, drugje pa tega nismo uspeli najti. No, nahajamo se pri izviru Grofove vode. Dejansko, jaz sem v tem času, kar se kot hobi dejavnost nekako ukvarjam z vodami, že skoraj 30 let, sem res ogromno vodnih izvirov obhodov, izmeril, tudi v tujini, ampak
tako mogočnega po energiji, po kvaliteti vode, takega izvira oziroma take vode še nisem dobil. Tako da vse so, če tako rečem, slabše, čeprav so v bistvu dobre. Narejeni tudi popis teh voda, kar sem jih meril, in teh je kar že blizu okrog 300. Tale pa res v špici in če nekako podam tudi podatke, ima okrog 2 milijona enot z močno prodornostjo, z delovanjem na vse čakre in tudi sama voda vzdrži recimo v zaprtem prostoru, v steklenici kar dolgo časa. Imel sem eno tudi 2 leti v steklenici in je bila še zmeraj dobra pitna, pa tudi še nekaj energije imela. Drugače pa, ko pridete gor pa to vodo zajamete, imate brez problema enih mesec dni lahko tudi doma in ne bo nič še izgubila. Tudi pokvarila se ne bo, ker je tudi bakteriološko zelo čista. Smo pod goro Krn, ker tu pred davnimi leti, se pravi tu štejemo mogoče 5 do 10 tisoč let, so pač tu na tej ravnini pred nami si postavili bivališče, naši daljni predniki. Potem poleg bivališča je pa svečenik, ki je bil posebej usposobljen, postavil tudi svoj vrsten koledar, svetišče in zdravilišče. To je v bistvu kamnit megalitski krog, ki kot vidimo je izredno dobro ohranjen, eden boljše ohranjenih v širši okolici, tu v Sloveniji pa tudi mogoče v tujini. Vidi se lepo sredinski del, kamor prihaja kozmična energija. Vidi se večje skale, kjer se nekako sprašujemo, kako so jih tja prenesli, ki zaznamujejo ta prihod prvega sončnega žarka v sredino kroga ob zimskem solsticiju. Potem prostor za svečenika, markiran je tudi ta sončni zahod ob poletnem solsticiju, tako da dejansko geometrija ali pa zgradba samega kroga jasno nakazuje to funkcijo koledarja. Druga funkcija kot svetišča bi mogoče bilo poudarjeno to, da ta prostor za svečenika v tetivi je povsod po vseh teh krogih na nekje vzvišenem mestu, spodaj dol je bil prostor za pa ostale prebivalce. In prostor za zdravilišče. Dejansko, kdor je pač prišel tu noter in je rabil neko pomoč zaradi bolezni, se je tu nekako napolnil z energijo, ker govorimo o povprečni energiji v krogu okrog milijona enot. Na posameznih točkah oziroma kamnih so te stvari pa še močnejše. V tem obrednem kamnu, ki se vidi kot neke kanalčke, so tudi prisotne vse te 3 vrste energij in tam je svečenik tudi daroval bogovom, da ob zatonu starega sonca, pač bogovi ali narava, ne vem v kaj so verjeli, da pripelje drug dan novo sonce. Ker dejansko mi zapisov, ustnega izročila o teh objektih nimamo. Tudi stroka arheološka teh objektov dejansko še ni raziskala.